Četrt Albergerija v srcu starega dela Palerma. Ozke ulice med okrušenimi pročelji veličastnih starodavnih palač, cerkve z mogočnimi kupolami in župnišča z vedno odprtimi vrati. Hrup in barvitost zgodovinske mestne tržnice, stari in novi Palermčani, priseljenci, migranti, brezdomci, trgovci. Po podatkih mestnih oblasti v četrti živi 20 različnih etničnih skupnosti, ki govorijo 25 različnih jezikov. Zato ni nobeno naključje, da je tu svoje mesto našlo tudi svojevrstno združenje. Imenuje se Multivolti, veliko obrazov. Kot je veliko tudi obrazov, ki v njem delajo ali ki vanj zahajajo. Obrazi različnih barv, starosti, spolov. 20 zaposlenih iz 9 držav, 4 celin. Imajo restauracijo, bar, čitalnico, nudijo prostor za različne prireditve in srečanja. Suhak Mija v Multivolti dela že 3 leta. Mi trovo bene. Dobro se počutim. Lavoro. Delam. Suhak je v Italijo prišel leta 2021. Na dolgi poti iz svoje domovine Bangladeša je prečkal tudi Slovenijo. Razmere v Bangladešu niso najboljše. Non è molto bene e come me ci sono i ragazzi, ci sono tanti ragazzi che non trovano il lavoro, non ce la fanno, studiano, poi alla fine non trovano il lavoro. V Italiji živi več kot 162 tisoč Bangladeševcev. Močna bangladeška skupnost je tudi v Palermu, a ni vsem lahko. Vedo a volte i ragazzi, poznam mlade priseljence, ki so izkoriščeni, tudi nekateri moji prijatelji. Ci sono persone che sfruttano, tipo danno il lavoro, poi alla fine non fanno il contratto, poi non pagano bene. Slabo plačilo. Ci sono che io lo conosco, ci sono gli amici che c'è un po' di sfruttamento. Noi siamo quelli che offriamo lavoro regolare allo straniero. Una persona senza lavoro regolare non ha diritti e non ha voce. E quindi è importante che la prima forma di autonomia per uno straniero sia quella legata al lavoro. Infatti questo è un progetto di inclusione socio-lavorativa. Noi ci occupiamo di includere dal punto di vista lavorativo e dal punto di vista sociale. Multivolti je socialno podjetje, ki ne išče dobička. Albergerija je njihovo naravno okolje. Človeška raznovrstnost je za nas vrednota, bogatstvo, ki ga je treba iskati in varovati. Zdaj se v Italiji in po svetu raznovrstnost pogosto dojema in obravnava kot težavo. Sistem dovoljenj za delo in bivanje za tujce je v Italiji lahko tudi za socialna združenja in dobrodelne organizacije začaran krog. Delo lahko dajo le tistim, ki že imajo dokumente. Za tujce brez dokumentov redna delovna pogodba, ki bi jim pomagala iz primeža nezakonitosti, ni mogoča. Zaposlimo lahko le tiste, ki so že v italijanskem sistemu za sprejem migrantov, bodisi kot prosilci za azil, bodisi že imajo kakšen drug dokument. Če dobijo delo, svoj status potrdijo in lahko dobijo še dovoljenje za bivanje. Nasprotno pa ne gre, kar je gotovo težava. Zaposlovanje nezakonitih priseljencev je kaznivo dejanje. V Italiji po podatkih Nacionalnega statističnega urada živi 5,5 milijona tujcev, nekaj več kot 9% celotnega prebivalstva. Priseljenci imajo ključno vlogo pri demografski stabilnosti in uravnavajo močan naravni upad števila italijanskih prebivalcev. Število rojstev 355 tisoč je bilo lani v Italiji na zgodovinsko najnižji ravni. V Italiji bi se brez priseljencev sesulo gospodarstvo, celotna kmetijska in gradbene panoga, velik del turistične in gostinske panoge, pa gospodinstvo in zdravstvena oskrba. Vse to ne temelji na priseljenski delovni sili, temveč na njenem izkoriščanju. Na njej že 10 let deluje pravna klinika, pravna svetovalnica za begunce in tujce. Tam študenti pod mentorstvom profesorjev in drugih strokovnjakov pridobivajo izkušnje pri pravnem svetovanju prosilcem za azil in drugim tujcem pri urejanju statusa. Priseljenska zakonodaja je v celoti zasnovana tako, da ljudem tako rekoč onemogoča pridobitev legalnega statusa.
Pridobitev dovoljenja za bivanje, zakonito prebivanje v državi in dostop do pravic so, ker je tako odločil italijanski zakonodajalec, izjemno zahtevni. To imenovani nezakoniti priseljenci so v resnici ljudje, ki se na vso moč skušajo vključiti v to državo in živeti zakonito, zakonodaja pa jih Giorgio Bisagna je odvetnik, ukvarja se s postopki kazenskega prava na področju priseljevanja. Njegove stranke so tujci, ki jih je doletel odlok o izgonu, priseljenci, ki so jim zavrnili prošnjo za državljanstvo, prosilci za azil iz držav, kot je na primer Iran, ki jim ni bila priznana zadostna raven preganjanja, zatiranja, smrtne ogroženosti. Zauzemanje za pravice migrantov ne pomeni, da misliš, kako so vsi dobri in dobrodošli. To ne drži. Toda vsakdo mora imeti zagotovljene temeljne pravice. To ne pomeni, da mora biti sistem zasnovan tako, da zagotavlja diskriminatorno sprejemanje, ampak temeljne pravice vsem. Migracijska zakonodaja je v Italiji po Bizanjovih besedah birokratski blodnjak, talka kratkovidne politike, ujete v populizem volilnega konsenza, ki nenehno spreminja pravila in se zapleta v protislovne, neživljenjske in neučinkovite ukrepe. Svetu je vse težje varovati pravice migrantov in prosilcev za azil. Ovir je vse več, saj smo priča poplavi novih in novih predpisov vsakega pol leta ali še prej. Proliferazione normativa nel corso degli anni mostruosa. Pravila se spreminjajo, roki za vložitev pritožb se krajšajo, možnosti manj premožnih za obrambo so vse bolj omejene. Si limitano le possibilità di difesa dei meno abbienti. Libera je mreža društev, civilno-družbenih združenj in organizacij. Lani je praznovala 30 let obstoja. Na pobudo in pod vodstvom torinskega duhovnika Luigija Ciotija je nastala na valu ogorčanja Palermčanov in italijanske družbe po mafijskih umorih tožilcev Falconeja in Borsellina sredi 90-ih let prejšnjega stoletja. Skrbeti moramo za šibkejše, za tiste, ki so imeli manj priložnosti in nimajo izbire. Če teh možnosti ne ustvarita država in civilna družba, jih bo organizirani kriminal. Ta jim zagotovi denar, nekakšen status in zaščito, ki pa je zavajajoča, zamaskirana, drogirana. To je ena od izbir. Če ranljivim nismo sposobni ustvariti možnosti, bo te ljudi izkoriščal organizirani kriminal. Organizirani kriminal pa hoče zgolj revščino in nevednost. Noče skrbeti za ranljive. Izkorišča jih za lastne Palermo je koristi. drugačen, kot je bil pred 30 leti. To ni več tisto mesto, v katerem so se člani mafijskih družin pobijali za prevlado na tem območju, ko so pobijali politike, tožilce, novinarje, ko ni bilo turistov, ko je vladala tema. Danes je Palermo poln obiskovalcev z vsega sveta, kulturno-umetniškega dogajanja, bogatega civilno-družbenega življenja. Potem, ko je bil leta 2018 italijanska prestolnica kulture, je, kot da se je bil prebudil iz dolgega spanca. A mafija se je zgolj umaknila z ulic in naslovnic, se preoblikovala, spremenila obraz. Preži, pravijo v Palermu, na človeške šibkosti. Se upogne kot ajda med viharjem in se sloko razbohoti povsod tam, kjer država pozabi na svoje ljudi.